Žan, kaj imaš danes za nas? Živjo. Danes bo beseda tekla o edinem slovenskem generalu, ki ima svoj državni praznik. Če ne po drugem, bi ga verjetno prepoznali po izjemnih brkih. Največji pečat je pustil na Štajerskem. Zanimivo. Mogoče veste, za koga gre? O kom govorimo? Rudolf Meister. Rudolf Meister, ja, to je res. Za vas pa imam vprašanje iz njegovih časov. Kako se je do vojaških in političnih sprememb po prvi svetovni vojni uradno imenovalo mesto Maribor? A. Mariburg, D. Marburg, C. Mariberg ali D. Marberg an der Drau? Marburg, si sicher? Okay, ker Ljubljana je prav, to s druge so fulakane. Pojdevja to. Spet smo usklajeni, odgovor B sta izbrali obe ekipi. Marburg an der Drau. Novomeščani, poznate kaj tale staro izrazoslovje, oziroma kako ste vedeli, da se je Maribor tako imenoval? Ja, šli smo malo na izločanje in ta se nam je zdel še najbolj pravilen. Najbolj tak, stilistično. Vi ste vedeli takoj, vijoličasti? Ja. Ja, dobro. Ja, Žan, povej mi, kaj bi moral v starih časih napisati v navigacijo, če bi hotel v Maribor? Kako je Maribor postal slovensko mesto? Po razpadu Avstro-Ogrske je tamkajšnja oblast razglasila, da Maribor pripada Avstriji. V mestu je res živelo pretežno nemško prebivalstvo, ampak v okolici skoraj izključno Slovenci. Tega se je zavedal Rudolf Meister, ki ni čakal. Prevzel je poveljstvo, zbral prostovoljce in razorožil avstrijsko stražo. Odločno in brez streljanja. S tem je Sloveniji zagotovil Maribor in velik del Štajerske. Kasneje se je zavzel še za Koroško in sodeloval pri določanju meje z Italijo. Zaradi njega je Maribor danes Maribor in nič več Marburg.